Na seji smo sprejeli rebalansa dveh proračunov, sicer za leto 2020 in za leto 2021. Sicer gre v letu 2020 za zmanjšanje na prihodkovni strani za približno 3% ali 1,3 milijona evrov in pa na odhodkovni strani približno za 4,9%. Razlog za zmanjšanje predvsem v zamiku dinamike izvedbe del, namreč zaradi takšnih in drugačnih razlogov je prišlo do zamika v jesen, tako da bo prišlo do plačil v naslednjem letu in zato je treba ta sredstva prenesti v naslednjo leto. V tem smislu so se zmanjšali najbolj transferni prihodki, posledično tudi odhodki na tistih postavkah, ki so vezane na te transferne prihodke. Lahko posebej poudarim, da se je pa povečalo znesek za nakup varovanih stanovanj v bloku, ki se ravnokar gradi na Kovinarski ulici, polovica pa se prenaša potem v leto 2021. No, v leto 2021 pa ti isti prihodki in odhodki prehajajo in povečujejo proračun, tako da se zvišuje proračun za leto 2021 za približno 2 milijona evrov, na odhodkovni strani za približno 4 milijone evrov. Glavni razlogi za povečanje prihodkov so predvsem v upoštevanju višje glavarine oziroma višjih transfernih prihodkov iz naslova države. Namreč v letu 2020 smo to že upoštevali, v letu 2021 pa še ne, tako da zdaj s tem rebalansom to popravljamo. Po drugi strani pa se povečuje, tako kot sem že povedal, tisti projekti, ki so bili prenešeni v leto 2021 in pa nakup stanovanj, neprofitnih stanovanj. Tako da dejansko delamo izravnavo in prilagajamo dinamiko izvedbe.